Živijo, zdravo. Sigurno ste v zadnjih dneh in tednih slišali, da se pripravlja nekakšna davčna reforma. In če niste, bi pa morali. Res se o tem ni kaj veliko govoril, sploh v primerjavi z vso dramo okoli STA, pa slikarskih razstav in ostalih puhlic, ki vržejo liberalce iz stola. Ampak bi res mogli govoriti o davkih. Ker bodo davčni odpustki, ki jih pripravlja Janševa vlada, če bojo sprejeti, res veliko bolj vplivali na to, kakšen bo vaš življenjski standard v naslednjih letih, kot pa to, ker časopis je spet razpisal Janša. In če povzamem na hiter, spreminja se zakon o dohodnini. Gre za klasičen davčni odpustek za bogate. Če tvoja plača jurja bruto, boš dobil 13 evrov več. Menedžer s plačo 10 jurjev bo dobil 600 evrov več na mesec. In zmanjšuje se tudi davek na kapital. Delnice, vrednostni papirji. 1% najbogatejših ima 60% vseh dohodkov od kapitala. Torej še eno darilo za kapitaliste. Predlagana je tudi socialna kapica. To pomeni, da prihodki nad nekim zneskom, in trenutno se govori o 6.000 evrih, oziroma GZS predlaga 4.500 evrov, torej da prihodki nad temi zneski sploh ne bi bili več obdavčeni s prispevki za zdravstvo in pokojnine. In v bistvu gre za neko noro idejo, da če ful zaslužiš, si nagrajen še tako, da ti ni treba prispevati za skupno dobro. In pazi zdaj, v 4 letih, ker je ta reforma postopna in se bo vsako leto pač dodatno znižal, bo proračun imel 800 milijonov manj. Slaba milijardo manj. Pa pravijo, da javnega keša skozi premalo. In koliko je to stanovanj, koliko je to bolnic ali pa domov za ostarele, res karkoli drugega je bolj koristno, kot pa še eno darilo neki edini parazitski manjšini. To je več keša, kot bojo spičali za orožje. To sta 2/3 vrednosti Teša 6, ena najdražjih stavb zgradb na svetu. Zelo zanimiv pri vsem skupaj pa je, da gre ta reforma mimo precej potiho. Zdaj se je sicer zataknilo v državnem zboru zaradi procedur, ampak vsebinsko pa ni bilo nekega ogorčenja. Se vemo, kakšna drama in histerija se zganja v opoziciji in medijih in civilni družbi, ko Janša stiska kulturnike ali pa shitposta na Twitterju. Na primeru davčnih odpustkov pa so kritični mediji začeli s prispevki kot: Se nam prihodnje leto obetajo nižji davki? Lahko sam popizdaš. Kulturni boj se grejo 110%, ko gre pa za delavski razred, za solidarnost, pa si umijajo roke ali pa potih celo podpirajo. In to je resnica antijanšizma, pa rečete kar čete. Samo sindikati so zaenkrat izstrelili na boj in upamo in pozivamo, da ne popustijo. Da je treba znižati davke oziroma razbremeniti plače, je postal skoraj common sense, ki so ga sforsirali neoliberalci s pomočjo medijev. Ampak je bullshit. O tem smo že govorili na Rdeči pesi. Na kratko, problemi so 3. Tebe res mogoče ostane v denarnici par evrov več, ampak izpad davčnih prihodkov pomeni slabitev javnega zdravstva, šolstva, prometa. In v drugem koraku privatizacija teh storitev. Te javne storitve pa najbolj koristijo delavskemu razredu. Bogataši si itak lahko pravoščijo in že trošijo za zasebno zdravstvo, zasebne šole in tako dalje. In ko slišiš kakšnega delavca reči, dober delavec bo dobil več, tisti, ki je pa len, pa si itak ne zasluži, je to idiotizem, ker glih socialna država omogoča varnostno mrežo, ki je bogati ne rabijo, delavci pa jo koristijo. In zaradi te varnostne mreže se je lažje boriti tudi za dejanske višje plače. In ni se treba ustaviti pri 13 evrih. Brez te mreže so delavci popolnoma prepuščeni volji kapitala. Davčne razbremenitve povečujejo neenakost. Dejansko povečujejo razlike med bogatimi in revnimi, ki pa niso samo finančne, ampak tudi kulturne, na ravni splošnega zdravja, na ravni izobrazbe, na ravni človeškega razvoja. Pa tudi razlike med bolnimi in zdravimi, starimi in mladimi. S tem, ko ti od bruto plače odtrgajo prispevek za zdravstveno blagajno, ti tudi solidarnostno prispevaš za rakovega bolnika, ki rabi zdravljenje. In nikoli ne veš, kdaj boš ti isto tako zdravljenje rabil. Obljubljeni blagodejni učinki daril za bogate so bili zgodovinsko in v praksi že neštetokrat ovrženi. To idejo, dajmo menedžerjem 600 evrov, pa bo nekako tudi zate več, je treba pokopati. Edini učink takšnih reform je v bistvu ful preprost. Menedžer bo imel pač 600 evrov več na mesec in tvoja šola, tvoje zdravje, tvoj promet bo imel pač slabo milijardo manj. Zdaj, glede davkov, ne rabimo biti naivni. Živimo v razredni družbi, v kapitalistični državi. Naši davki grejo tudi za orožje, tudi za policijo, tudi za subvencije kapitalu. Ampak bodimo realni, ko denarja manjka, kje se najprej reže? A smo že pozabili ZUJF pa varčevalne ukrepe? Dokler živimo v kapitalistični družbi, so davki najboljši legalni način prerazporejanja bogastva. Od bogatih k revnim, od kapitala k delu, od zasebnega k javnemu. Davki so pač področje boja. Razrednega boja.
Ali so solidarnostni in progresivni, kar pomeni, da več kot imaš, več prispevaš, ali pa so ravno obratni. In kapital je že zdavnaj ugotovil, da lahko z davki tudi jemlješ revnim in daješ bogatim. Zato je važno, da se govori o davkih. Da se podučimo o osnovah in nehamo nasedati floskulam, ki nam jih prodajajo. Ker tako tudi ne nazadnje vidimo, na kateri strani je kdo. Kulturni boj je velikrat res samo dimna zavesa. Davki niso. Ali si za kapital, za bogate, za davčne odpustke, za individualne, sebične interese, ali pa si za solidarnost, progresivno obdavčitev, skupno, kolektivno dobro. Davčne reforme so sicer ta dolgočasnejši del že itak dolgočasne dnevne politike, ampak gre res za prozorne fore strani kapitalističnega razreda, ki si tako malo kar obdarja na naš račun. In to je prilika resnično naprednega antijanšizma. In s to mislijo vso srečo tudi jutri na protestu.